Živjo, sem Ena Pristovšek in spet smo skupaj. V življenju si želimo, hočemo več, hočemo bolje, ali pa hočemo vsaj tisto, kar že imamo ali pa smo imeli, pa nimamo več. Ampak življenje ne deluje na način, jaz si tako močno želim, ampak deluje na vzemi ali pusti. Kakšna je razlika? Jaz si tako močno želim, so naše želje, hotenja, ampak zato še ne bomo dobili. In takrat, ko mi ne dobimo, takrat boli, ali pa smo jezni in smo užaljeni in smo žalostni in jočemo in se prilagajamo in počnemo stvari, na katere nismo ponosni, katere kasneje obžalujemo. Ampak vse to je zato, ker si nekaj tako močno želimo. Včasih gremo celo tako daleč, da smo prepričani, da nam neka stvar pripada, po nekem naravnem zakonu nam kar pripada, pa nam po nobenem naravnem zakonu nič ne pripada. Družba ustvarja pravila, zakone, družba postavlja moralo, družba postavlja to, kar je pripravljena dati nekemu posamezniku ali skupini. Ampak mi si želimo, jaz si tako močno želim, pa ne gre to za ljubezen, varnost, pripadnost, svobodo, pomembnost. Gre za to, da si želimo dobro službo, dober avto, svojo hišo ali pa stanovanje. Gre za to, da si želimo iti na dopust v tujino, smučati, v gore, igrati golf. Gre za to, da si želimo nekaj, kar lahko se v naši notranjosti ustvari, ta velika želja, to veliko hotenje, kot to, da nam pripada. In v odnosih postane to lahko zelo velik problem. Dokler te naše želje niso odvisne od nekoga drugega oziroma ne vključujejo še nekoga drugega, takrat imamo recimo več tega manevrskega prostora. Kakor hitro pa to vključuje drugo osebo, potem je nekje meja. In ta meja je, ko jaz posegam v pravice druge osebe. In zdaj smo pri pravicah, ker sem na začetku rekla, da nam v bistvu nič ne pripada. Ampak v odnosu moramo ustvariti razmerje, do kod je nekaj dopustno. In tukaj gremo včasih čez mejo, tukaj grejo drugi ljudje čez našo mejo. In potem pravijo, da je treba znati postaviti mejo. Ampak v partnersko-ljubezenskem odnosu je malo težko postavljati mejo, jasno, z besedami, zaradi tega, ker se te meje ljudje držijo ali držimo samo toliko dolgo, dokler se bojimo posledic. Mi prestopamo mejo, ker se v naši notranjosti zdi to ustrezno, ker nam to pripada. Ali druga oseba prestopa naše meje zaradi tega, ker je prepričana, da ji to pripada. In opravičevanje, jaz si tako želim, jaz tako ljubim, ne funkcionira in ni opravičilo za to, kako daleč gremo lahko mi ali kako daleč gre lahko druga oseba napram nam. Ko enoletnemu otroku vzamemo dudo
joka, kriči, zahteva, jo hoče. Ampak problem je, ko se odrasla oseba obnaša kot enoletni otrok, mu vzamemo dudo. Kriči, zahteva, je nasilna, nesramna, manipulativna, obljublja, prelomi obljubo. Ampak včasih smo takšni tudi mi, ko si nekaj tako močno želimo. Jaz hočem, jaz brez tega ne morem živeti, jaz brez tebe ne morem živeti. In te notranje vsebine, ta hotenja, te želje se pretvorijo v neka prepričanja, da mi brez tega res ne moremo. Ampak to ni res. Zmoremo in zmorete. To, da nekdo prestopi zelo, zelo močno naše meje, se pravi, da posega preveč v nas, takrat to imenujemo osebnostno motnjo. Oziroma, največkrat jih imenujemo narcisi. Ti moraš, ti si kriva, ti nisi tega naredila, ti si to rekla. Dajva se pogovoriti. Ne enkrat, ne 3-krat. Dajva se pogovoriti 15-tič o eni in isti vsebini. Kaj si mislila s tem? Zakaj si rekla to? Ti nisi to, ti si to. Vedno se ukvarjajo ali pa ukvarjamo z drugo osebo, ne ukvarjamo se pa s sabo. Zato, ker meje ne postavljamo mi z besedami. Ker same besede imajo 10% sporočilno vrednost, še manj. Več kot 55% sporočilne vrednosti pa je energija, ki jo mi oddajamo. In ta energija, ki jo mi oddajamo, je to, kar mi čutimo globoko v sebi. Ne to, kar mi mislimo, to, kar mi čutimo. In kaj pravzaprav čutimo? Vprašajte se, kaj čutite? Pa boste videli, da boste ostali zelo na površini. Ja, ne morem, neprijetno mi je, nočem, ne morem, že boli me. Ampak meje se postavlja znotraj nas. Znotraj nas mi moramo imeti občutek, da bomo zmogli, da smo močni, da nismo odvisni od nekoga drugega. Mi zmoremo, ampak ker smo preveč osredotočeni v glavi. Ustvarimo prepričanje, da druga oseba nekaj more. In mi ne moremo povedati 8 milijardam ljudem, kaj smejo in kaj ne smejo. Zato, ker potem se lahko ukvarjamo samo s tem. Ženska reče, ne maram te, pejt, pa greva narazen, pa se bova ločila. Ampak tako ne čuti. In moški gre. In potem se čuti še bolj izdano, še bolj prevarano, še bolj zavrženo, še bolj osamljeno, še bolj ničvredno. In ker so ta hotenja tako močna in ker se s temi hotenji, s temi željami ne ukvarjamo, potem dostikrat gremo preko sebe. Pustimo, da nas ponižujejo. Ne rečemo ne. Ne vzamemo delo, smo pozorni, dajemo, se razdajamo, samo zato, da bodo drugi zadovoljni. Pa niso. Ker ne gre za to, kaj jim mi damo, ker je v njih nekaj, česar se ne da potešiti. Tako kot se ne da potešiti osamljenosti. Druga oseba ne more potešiti naše osamljenosti. Zato, ker tega ni v nas, druga oseba nam ne more dati dovolj varnosti. Če te varnosti ni v nas, če nimamo občutka varnosti,
Zato, ker to je tako, kot bi metali v luknjo brez dna. To, kar mi dobimo, vse nekam gre, ne ostane v nas. In ne znamo, če tega nimamo, ne znamo uživati v tem, kar dobimo, ker skozi hlastamo po novem. In zato je tako pomembno, da se mi nehamo ukvarjati s drugimi ljudmi, ampak se začnemo ukvarjati s sabo. In ko rečem jaz, spustite, to ne pomeni, da lahko naredimo, zdaj hočem in zdaj tega nočem več. To je cel proces. To je proces enak žalovanju. Ko izgubimo neko osebo, mi žalujemo za njo. In čas žalovanja je potreben. Ampak čas žalovanja nastopa v različnih življenjskih obdobjih in v različnih življenjskih situacijah. Vsakokrat, ko se imamo mi od nečesa, ne samo od nekoga, od nečesa zaposloviti. Vsakokrat, ko mi nečesa ne dobimo, moramo je čez to fazo žalovanja. Ampak ustavimo se že v prvi fazi. To je šok, dvom in pridemo v drugo fazo, zanikanje. Ne, to ne obstaja, rešitev je. Jaz to hočem, bom že nekaj naredila, se bom že potrudila. In ne, ostajamo na mestu, ne dobimo, boli, jočemo, smo žalostni, razpadamo na koščke v svoji notranjosti, ampak smo še vedno usmerjeni na ven. Daj mi to, kar jaz rabim, daj mi to, kar jaz hočem, daj mi to, kar si jaz želim, daj mi to, česar jaz brez tega ne morem živeti. In ne deluje. In kako mi te stvari lahko spustimo, tako da gremo čez fazo žalovanja, tako da si dopustimo čas, da gremo, da ustavimo svoje misli, da ustavimo to hočem, da se nehamo gnati za to, da bomo to imeli, zato da predelamo svojo jezo, zato da predelamo svojo žalost, zato da ugotovimo, da si nekaj želimo, ja, jaz si to želim, vendar tega ne morem dobiti. In to lahko sčasoma sprejmem, ker če se bom jaz ukvarjala s tem, ne, jaz tega ne sprejmem, jaz to hočem, rabim, želim, bom naredila vse, bom zahtevala, bom prosila, bom jokala, bom moledovala, se bom ponižala, ali pa bom maščevalna, zahtevna, jezna, napadalna, krivična, samo zato, da bom to dobila. Ampak ne gre, ne gre. In zaradi teh stvari so odnosi naporni. Zato, ker se ne ukvarjamo s sabo, zato, ker ne predelamo stvari v sebi, zato, ker se ne ukvarjamo, kaj meni manjka. Zato, ker se ne znamo, ker se je težko odpovedati stvarem. Več, ko imamo, več bi imeli in bolj se nam zdi, da nam to pripada. In potem, če nam nekaj pripada, je krivično, da tega nimamo in začutimo krivico. In ko mi začutimo krivico, gremo v vlogo žrtve. In potem smo v začaranem krogu. Ampak jaz hočem, jaz si to tako močno želim. Ampak življenje ni, jaz si tako močno želim. Življenje in odnosi so, vzemi ali pusti. Jaz ti to lahko nudim. Jaz sem takšen in jaz se ne morem v polnosti spremeniti.
Jaz se lahko delno spremenim, jaz se lahko delno prilagodim. In še to deluje, če se jaz zavestno odločim in čustveno sem pri tem mirna in ne v strahu, kaj se bo zgodilo, če se jaz ne bom spremenila. In so meje potem, ko je zelo težko, ko je zelo hudo, ko smo zelo ponižani in smo prepričani, da še vedno ljubimo. Ampak mi ne ljubimo tega, da neka oseba z nami grdo ravna. Mi ljubimo idejo, mi ljubimo sanje, mi ljubimo to, kar hočemo, kar si želimo. In to hočemo nekako vstaviti v drugo osebo, da bo takšna, da nam bo to dala. In nažalost ne gre. In takrat, ko ne gre, takrat smo žalostni, obupani, ampak se lahko začnemo ukvarjati s sabo, svojo žalostjo, svojimi solzami, svojo jezo, svojim ogorčenjem in ugotovimo, da nekako zmoremo vse tiste koščke, v katere smo se razbili, ponovno sestavimo. Tako je rekel Predin, glavno, da so vsi koščki celi v neki pesmi. In takrat pride do rehabilitacije. In to je osebnostna rast. Zakaj? Zato, ker mi se takrat ukvarjamo s sabo, se notranje ojačamo, spoznavamo sebe, kaj je pravzaprav v nas. In ugotovimo, da nam življenje zelo veliko ponuja, da je en kup drugih ljudi, ki so nam pripravljeni zelo veliko dati, samo mi tega nismo sposobni videti, sprejeti, zaradi tega, ker smo osredotočeni samo na eno pikico. Mi ne maramo celega gozda, mi hočemo samo en list iz nekega drevesa, iz neke veje. Ampak točno tisti list noče nas, ni ta prav, ni dober, ni lep, ni ustrezen. In zaradi tega je pomembno, da se mi ukvarjamo s sabo, da gremo, da kaj preberemo, da kaj poslušamo, da gremo na kakšno svetovanje. Zato, ker se nam razširi obzorja, zato, ker v naši notranjosti postane lažje in ko v naši notranjosti postane lažje vidimo. Najslabše je, nočem videti, nočem slišati, nočem vedeti. To je prva faza. Zato, ker bo bolelo, zato, ker ne vem, kaj se bo zgodilo, zato, ker me je strah prihodnosti. Ampak prihodnost bo zaradi tega še težja. Vse, česar danes ne odložimo, bomo nesli na jutri. In jutri zato ne bo lažji. In če ste notranje razburkani, razburjeni, razboleni, potem se osredotočite nase. Tega ne more pozdraviti nobena druga oseba. Nobena druga oseba vam tega ne more dati. Zato, ker tudi, če vam v idealnem svetu to da, je še vedno v vas nekaj, kar bo hotelo več in več in več in še več. Ženske ali moški se zaradi partnerja popolnoma osamijo. Živijo samo zanj, se prilagodijo, hodijo po prstih. Ustrežejo v vsem. So točno določena pravila v nekem domu, kako mora biti nesmiselna, malenkostna, nepomembna. In vsega tega se ta moški ali ta ženska drži zato, da bo ustregel svoji partnerki ali pa partnerju ali pa možu ali pa ženi ali pa svoji ljubezni, kakorkoli imenujete.
In še ni dovolj. In še ni dovolj. In ta primer naj vam odpre neko lučko, neko iskrico, da je pomembno, da se ukvarjate s sabo. In takrat, ko se boste ukvarjali s sabo, boste lahko sprejeli. In ko boste sprejeli, bo šlo. Takrat boste tudi spustili. Mi stvari ne spuščamo razumsko, mi jih spuščamo čustveno. In samo tako lahko ustvarimo lažji in lepši jutri. Zato, ker te šare, te bolečine, teh nepotrebnih misli, čustev, prepričanj, hotenj ne nesemo na jutri. Ampak imamo danes, kaj jaz lahko naredim danes? Kaj bom jaz naredila danes? Ali se boste odločili, nočem videti, nočem vedeti, nočem slišati? Ali boste rekli, ok, zdaj pa čas, da jaz neham teči v hrčkovem krogu, na hrčkovem kolesu in naredim nekaj zase. Ne delajte revolucije, absolutno ne. Zato je potreben čas. Tako, ker je potreben čas, da mi odrastemo, tako kot je potreben čas, da se nečesa naučimo, tako kot je potreben čas, da nekaj ozavestimo, in tako je potreben čas, da to žalost in to hotenje in ta hočem in tako močno si želim, predelamo, sprejmemo in spustimo. Delite ta video, če vam je všeč. Prijavite se na moj YouTube kanal, da ne boste zamudili naslednjih prispevkov. Preberite knjigo Ko ljubezen boli ali toksična oseba in jaz, čarobni odnos ali 8 moških, zakaj pa ne. In lahko mi pišete, lahko me pokličete in kmalu se spet vidimo, slišimo, imejte se radi. Čau, čau.